Hvala lepa. Tisti prvi del poročila se nanaša na donacije. Donacija v višini 200 tisoč evrov. Donacija v višini 50 tisoč evrov. 250 tisoč evrov. Donacija v višini 90% čistega dobička. Gospe in gospodje, donacija v višini 500 tisoč evrov. Ali je to v skladu z donacijami? Donacije naj bodo prostovoljne, ne prisiljene. Nekateri so, priče izjavili, to, kar govorim, to, kar je zapisano, dobili boste gradivo, je iz magnetogramov prič. Ja, najbrž smo jamrali. Drugi so rekli takole: ali se vam to ne zdi prefinjen način korupcije? Odgovor je bil: takšna je politika župana. Je šlo torej v tem primeru, spoštovani novinarke in novinarji, za donacije? Je to mogoče kaj več kot ptičja hišica župana druge največje slovenske občine? O čem govorim? Skratka, torej, na tej preiskovalni komisiji, na raznih zaslišanjih so seveda povedali, vsi ti, ki smo jih povabili in so pričali, da je pač to bil način dela, in seveda tudi župan Zoran Janković je enostavno priznal, da je on tako že delal tudi v Mercatorju in da je to splošna njegova praksa. Torej, če se sedaj vprašam, odkot, Zoran Janković je bil, kaj že je bil, direktor nekega Mercatorja, nekega podjetja, v katerem ima država ali pa imela država večinski delež. Torej, je imel neko plačo. Odkot njemu elekta? Odkot njemu toliko premoženja? Odkot njegovim sinovom premoženje, da si lahko pridejo sposoditi od Marjana Pišljarja 3 milijone evrov? In se nišče ne vpraša. Odkot? Sprašujemo se pa, odkot nekaterim za ptičjo hišico. Mislim, lepo vas prosim, v kakšni državi živimo? In glede na to, da so nekateri, ali pa tako bom rekel, da je nekdo iz te družbe tudi optiko polagal, tudi graditelj optiko polagal tudi v eni izmed manjših slovenskih občin, in ker sem poznal ali pa poznam te ljudi tudi tako osebno, so jim solze tekle, ko je Zoran Janković postal župan v mestni občini in jim je prepovedal, torej kljub temu, da so imeli gradbeno dovoljenje, da so imeli vse dokumente, prepovedal nadaljnjo gradnjo. Prepovedal, enostavno jasen zakon, in to je to. In ker je to naredil, so seveda potem morali se pogajati. Kaj so se spogajali? Za donacijo. Za 500 000 evrov. Za 500 000 evrov. Ta je obelodanjena. Ali je se kdo, tudi od teh, še kdo drugi, pogajal še za kakšno drugo, tisto pod mizo? Jaz upam, srčno upam, da bomo kdaj prišli tudi do teh podatkov. In ob teh donacijah, gospe in gospodje, Ultra, je dala Ultra tudi donacijo? Ne. Ultra je pa donacijo dobila od mestne občine. Ona pa je dobila. Edina firma, ki je dobila, torej od mestne občine, jamstvo za najem kredita. To so donacije. In sedaj vam je seveda jasno, zakaj, zakaj 4 kolegi, koalicijski kolegi, ne podpirajo
ne samo to, da ne podpirajo sklepov, ki so, ne, niti tega dela poročila niso sprejeli, kar je predsednica povedala, to, kar je sklep, kar je zapisano, kar so magnetogrami, nič druga, brez sklepov, vseeno, niti tega, da bi seveda vse zatučkali in da bi na koncu bilo, državni zbor ni sprejel, komisija ni naredila nič. Ni res. Jaz sem prepričan, da to seveda ne bo ostalo v spodnjih predalih, ampak da se s tem morali ukvarjati. Po službeni dolžnosti tudi organi pregona. Res pa je, da je težko, ne, da NPU sedaj gre njega zasliševati, pregledovati, prisluškovati in tako dalje in tako dalje, ne. Če pa so to bili botri tej vladni koaliciji, da je pred 2,5 letoma prišla na oblast.